In Denis, če pogledamo še malce nazaj, kako so se v zadnjih 2 desetletjih gibale cene goriva? No, ko smo stopili v Evropsko unijo, to je bilo torej leta 2004, je liter 95-oktanskega bencina stal približno 86 centov, liter dizla pa 79 centov. Za poln 50-litrski rezervoar je bilo treba odšteti okoli 43 evrov za bencin in 40 evrov za dizel. Če te zneske preračunamo v današnjo kupno moč, pa bi to pomenilo 73 evrov za bencin in 68 evrov za dizel. Avgusta 2021 so bile cene precej nižje. Liter bencina je stal okoli 1,32 evra, medtem ko je liter dizla stal 1,42 evra. Poln rezervoar je tako stal 67 evrov oziroma 71 evrov. Lepi časi, ne bi lahko rekli, ampak kasneje, leta 2022, so cene spet dosegle rekordne ravni. Zakaj? Res je. Takrat je liter 95-oktanskega bencina stal približno €1,76, liter dizla pa kar 1,85 evrov. Poln rezervoar je tako stal skoraj 88 evrov pri bencinu in poln rezervoar dizla 92 evrov. No, glavni razlogi za to pa so bili seveda vojna v Ukrajini, rast cen energentov, prav tako negotovost na svetovnih trgih, država pa je zato ponovno uvedla tudi regulacijo cene. No, po energetski krizi so se razmere med letoma 2023 do 2025 postopoma umirile, a cene so ostale občutno višje kot pred letom 2022. Danes pa liter 95-oktanskega bencina stane skoraj 1,61 evrov in liter dizla rekordnih 1,90 evrov, kar pomeni, da za poln rezervoar plačamo 80 evrov pri bencinu in pri dizlu kar 95 evrov. Primerjava torej kaže, da cene goriv danes veliko bolj kot nekoč določajo svetovni dogodki. Tako je, hvala Denis. Hvala.